prehajamo na drugo točko. To je vprašanje in pobude. Na zastavljeno vprašanje svetniške skupine SDS Natalije Brlec bo odgovorila Tina Trček, svetniške skupine NSI dr. Janez Zarifla bo odgovoril Tadej Kovačič in samostojnega svetnika SLS Jožeta Korošca bo odgovorila gospa Marija Kos. Besedo ima v imenu svetniške skupine SDS gospa Natalija Brlec. Izvolite. Hvala lepa za besedo, gospod župan, lep pozdrav vsi skupaj. Naše osnovno vprašanje pa tole. V začetku letošnjega leta je zdravstveni dom Kamnik ostal brez ortodonta. Za dokončanje že začetih terapij je z nekdanjo zaposleno sklenjena pogodba, vse ostale paciente pa prevzema zunanji izvajalec. V Sloveniji že dolgo vlada pomanjkanje zdravnikov, zlasti specialistov družinske medicine, vse več ljudi se oglaša, da nimajo osebnega zdravnika, ženske izbranega ginekologa, pomanjkanje pediatrov, vse več je pozivov o preobremenjenosti zdravnikov in zdravniškega osebja. Zdravstveni domovi imajo stalne razpise, a zdravnikov preprosto ni. Veliko zdravnikov pa odhaja med zasebnike in koncesionarje. Občina Kamnik šteje skoraj 30.000 prebivalcev in glede na demografsko strukturo sodi med mlade občine, saj prebivalstvo relativno mlajše kot je povprečje v Sloveniji. Zanima me, kako je poskrbljeno za občane Kamnika na področju zagotavljanja zdravstvene oskrbe, koliko občanov ima izbranega osebnega zdravnika oziroma koliko jih nima in ali so morebiti znani tudi vzroki za to. Ali ima zdravstveni dom Kamnik zadostno število pediatrov, saj se povečuje število mladih družin. Za primerjavo upada ali porasta v zagotavljanju zdravniške oskrbe me zanima, koliko pregledov je bilo upravljenih v času epidemije v primerjavi z letom ali dve poprej in koliko pregledov je bilo upravljenih v prvih 5 mesecih tega leta. Kakšno je bilo kadrovsko stanje oziroma zapolnitev delovnih mest pred epidemijo, med epidemijo in kakšno je trenutno stanje na tem področju. Kako je s programi, s katerimi razpolaga zdravstveni dom Kamnik, katere oskrbe potrebujemo, po čem oziroma katerem zdravniku povprašujejo občani Kamnika. Kolikšno število pacientov oskrbuje posamezni programi. Ali se zdravstveni dom Kamnik sooča s prostorsko stisko in ne nazadnje, kakšne so čakalne vrste v zdravstvenem domu Kamnik. Verjamem, da zdravstveni dom Kamnik zagotavlja nemoteno oskrbo slehernemu pacientu, pa vendarle. Ali oziroma koliko časa bo zdravstveni dom glede na število prebivalstva še kos svoji nalogi, da občanom Kamnika ne bo potrebno iskati osebnega zdravnika ali pediatra v drugih občinah. Se zahvaljujem za odgovor. Hvala. Hvala. Odgovor so pripravili v zdravstvenem domu, prebrala pa ga bo Tina Trček. Izvolite. Hvala. Opravljena realizacija Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, izražena v količnikih in točkah v ambulantah družinske medicine, otroško-šolskem dispanzerju in zobozdravstvu znaša. V ambulantah družinske medicine so v času pred epidemijo v obdobju od 1.1.2019 do 28.2.2020 opravile 300.440 količnikov oziroma 61.460 na mesec in potem tako naprej po obdobjih, kot so navedli v zdravstvenem domu. Program splošnih družinskih ambulant se izvaja v obsegu 11,31 tima. Tim pa sestavljajo v skladu s standardi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije en zdravnik specialist, medicinska sestra in ostalo zdravstveno osebje. Program otroško-šolskega dispanzerja se izvaja v obsegu 4 timov, enako, to obsega enega zdravnika specialista, medicinsko sestro in ostalo zdravstveno osebje. Program zobozdravstva za odrasle se izvaja v obsegu 5,92 tima, medtem ko se program zobozdravstva za otroke in mladino izvaja v obsegu 4,34 tima. Število opredeljenih oseb po stanju na dan 31.5.2022, to so pač zadnji dostopni podatki, znaša v ambulantah družinske medicine, kjer storitve izvaja 11,31 timov, tukaj je opredeljenih 20.395 oseb. V otroško-šolskem dispanzerju, kjer se izvaja kurativa in preventiva v obsegu 4 tima, je opredeljenih 6.026 oseb. V zobozdravstvu za odrasle, kjer storitve izvaja 5,92 tima, je opredeljenih 9.481 oseb. V zobozdravstvu za otroke in mladino,
kjer storitve izvaja 4,34 tima, je opredeljenih 5976 oseb, k številu opredeljenih pa je potrebno prišteti še približno 1000 trenutno še neopredeljenih od dr. Cvetko Mance, skupaj torej 6976 oseb. Čakalne dobe po stanju na dan 19.5.2022 in za rentgen po stanju na dan 8.6.2022 so v prilogi tega odgovora. Mislim, da tega ni potrebno brati, ker je pač res en kup enih podatkov. Kar se tiče kadrovskih zadev, je v času pred epidemijo in v času epidemije veljalo, da pač kadrovskih sprememb ni bilo, vse odhode so v zdravstvenem domu nadomestili. V decembru 2021 so pridobili dodatni program, eno ambulanto družinske medicine, kjer so na novo zaposlili zdravnico specialistko družinske medicine. Pacienti si po trenutno veljavnih predpisih lahko izberejo osebnega zdravnika, pediatra, ginekologa, kjerkoli v državi in so v enakem položaju kot prebivalci domačih občin. Ker je preko 100 000 prebivalcev države brez osebnega zdravnika, izberejo pa si ga lahko kjerkoli, je ocena, koliko jih posamezna občina še potrebuje, nemogoča. Enako velja za specialistične dejavnosti. Zdravstveni dom Kamnik se sooča s precejšnjo prostorsko stisko, težava je v reševanju, del problematike bo vsekakor izboljšal projekt, za katerega smo že pridobili gradbeno dovoljenje in lastna finančna sredstva, čakamo pa na sejo občinskega sveta, da bomo lahko pričeli z izvedbo del in z razpisom. Hvala. Hvala. Želite dopolnitev? Ne. Potem dajem besedo dr. Janezu Riflu, da vpraša v imenu svetniške skupine NSi. Izvolite, Janez. Dober dan. Hvala za besedo, gospod župan. Vsi se zavedamo, da je čista in zdravstveno ustrezna pitna voda ena izmed najdragocenejših dobrin. Voda izpod Kamniških planin je bila vedno prepoznana po kvaliteti, čistosti ter pregovorno imenovana kamniški biser. Že samo dejstvo, da zajete surove vode med samo pripravo na zajetju Iverije za doseganje zdravstvene ustreznosti ni potrebno klorirati, priča o njeni kvaliteti. Seveda pa je treba za kvalitetno oskrbo prebivalcev občine Kamnik s pitno vodo spremljati in nadzirati ne le zdravstvene ustreznosti, ampak tudi poskrbeti za zadostne količine pitne vode. V javnosti sta bili večkrat izpostavljeni ravno ti dve tematiki, in sicer ogroženost vodnih virov na območju doline Kamniške Bistrice, kjer se nahaja tudi glavno zajetje pitne vode Iverije, ter vsakoletno zmanjšanje znatnosti količine vode na zajetju Iverije v sušnih obdobjih. Zaradi navedenega me zanima naslednje. Prvič, katere aktivnosti je občina Kamnik izvedla v zadnjih 8 letih in koliko sredstev je porabila za zavarovanje oziroma zmanjšanje onesnaženosti vodnih virov na območju Velike planine in Kamniške Bistrice, kjer se nahaja tudi glavno zajetje Iverije, ter za zagotovitev zadostnih količin pitne vode na zajetju Iverije. Drugič, v kateri fazi je izvedba globokih vrtin na Iveriju, ter ali so že znane meritve znatnosti vodnega vira oziroma kakšno količino vode bo mogoče črpati. Kdaj bo prva izmed vrtin uradno pričela z delovanjem, preko katere bo občina zagotovila dodatne količine pitne vode in bolj miren spanec občank in občanov v sušnih obdobjih. Tretjič, po informacijah dostopnih iz vsakoletnih programov oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik se iz zajetja Iverije z vodo oskrbuje okoli 90% občank in občanov občine Kamnik. Zato je poleg zadostne količine in zdravstvene ustreznosti pitne vode pomembno zagotavljati oziroma skrbeti za brezhibnost in varnost območja, objektov, naprav javnega vodovodnega sistema. Tu me predvsem zanima, ali sta območje zajetja in zbirni objekt na Iveriju opremljene z daljinskim nadzorom delovanja ter z videonadzornim sistemom za nadzor dogajanja na predmetnem območju. Predlagam, da se v primeru, da omenjenih nadzorov ni vzpostavljenih, da se k temu pristopi in poveča varnost tako pomembnih objektov, kot je glavno vodno zajetje. Hvala. Hvala. Odgovor je pripravil gospod Tadej Kovačič. Izvolite. Pozdravljeni, hvala za besedo. Za zavarovanje vodnih virov ter zmanjševanje onesnaženja zaradi odpadnih voda je bila v letu 2018 iz naslova rednega vzdrževanja obnovljena ter dograjena kanalizacija na območju Stahovice, objekti nasproti drenažnega zajetja Iverje, hišne številke 26 do 29. V letu 2017 je bila naročena idejna zasnova odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Velike planine.
Vrednost naročila je bila 18.940 evrov brez DDV-ja. V letu 2021 sta bili naročeni idejna zasnova za ureditev kanalizacije na območju Velike planine v vrednosti 16.800 evrov brez DDV ter priprava DIP-a za odvajanje odpadnih voda na območju Velike planine v vrednosti 1800 evrov brez DDV. Občina Kamnik je v letošnjem letu organizirala sistematični odvoz grezničnih gošč in muljev iz objektov, ki ležijo na vodovarstvenem območju tako na Veliki planini kot Kamniški Bistrici. Vrednost naročila znaša 39.900,40 evra brez DDV. Vsako leto pa imajo v skladu z razpisnimi pogoji vsi lastniki objektov možnost pridobiti nepovratna sredstva za nakup čistilne naprave oziroma nepretočne greznice. Občina je v zadnjih letih trikrat, in sicer decembra 2019, septembra 2020 in januarja 2022, izvedla ukrepe, s katerimi se je izboljšala izdatnost drenažnega zajetja Iverje in se je s tem zagotovilo zadostne količine vode za nemoteno oskrbo s pitno vodo. Ukrepi so vključevali predvsem čiščenje struge reke Kamniške Bistrice, s čimer se je povečal dotok vode iz struge v drenažno zajetje. Porabljena sredstva za te ukrepe so znašala okoli 33.000 evrov brez DDV. Občina Kamnik je v začetku leta 2022 pričela z investicijo izgradnje globokih vrtin na zajetju Iverje. V februarju se je pričela izvedba prve raziskovalne vrtine za namen oskrbe s pitno vodo na zajetju Iverje. Vrtina globine 150 metrov je že izvedena, trenutno pa na vrtini poteka zadnja faza izvedbe vrtine, to je črpalni preizkus, ki se je pričel 10. junija in bo trajal 30 dni. S črpalnim preizkusom se bo ugotovilo, kakšna je izdatnost vodnega vira in kolikšne količine vode bo mogoče črpati. Na podlagi podatkov, pridobljenih s črpalnim preizkusom, bo občina na Direkcijo za vode vložila vlogo za pridobitev vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno vodo, ki je pogoj za uporabo vrtine. V skladu s 15. členom pravilnika o pitni vodi je potrebno pred vključitvijo novega vodnega vira v sistem za oskrbo s pitno vodo najmanj eno leto spremljati skladnost vodnega vira. Torej bo vključitev vrtine v javno vodovodno omrežje možna v roku enega leta. Območje zajetja Iverje in zbirni objekt sta zavarovana z ograjo, s katero je nepooblaščenim osebam onemogočen dostop do samih objektov, video nadzor pa se na objektih ne izvaja. Tako drenažno zajetje kot zbirni objekt sta opremljena s senzorji za merjenje nivoja vode, ki so povezani s kontrolnim centrom, kar omogoča stalen nadzor nad nivojem vode v objektih. Na pobudo svetnika bo občinska uprava preučila možnosti vzpostavitve video nadzora za zajetje Iverje in zbirni objekt. Hvala. Hvala za izčrpen odgovor. Želite dodatno pojasnila? Izvoli. Sam zanima me, v bistvu ta črpalni preizkus se je začel 10. junija in to zdaj v bistvu en mesec traja. Mislim, kakšne preliminarne podatke še nimate, koliko recimo na dan. To še ne veste, pač te podatki se še zbirajo in bo se vedel šele potem po 10. juliju. Hvala. Besedo ima Tadej Kovačič, izvolite. Ja, tako je, se pravi, končni podatki bodo, bomo jih imeli pač v teh 30 dneh. Predvideno, se pravi, je pa nekje med 20 in 30 litrov na sekundo, da bo možnost črpanja. To je predvidevanje. Hvala. Besedo ima gospod Jože Korošec v imenu stranke SLS. Izvolite. Hvala lepa za besedo in lep pozdrav vsem skupaj. Moje tokratno svetniško vprašanje se nanaša na zaporo cest oziroma delno zaporo cest in javnih površin v občini Kamnik. Komunalno podjetje Kamnik ima med vrsto koncesij, ki jih upravlja za občino Kamnik, tudi zapore cest, trgov in javnih površin ob raznih prireditvah. Organizacije kolesarskih prireditev, sanacije fasad in streh na hišah ter podobno. Ker se nekaterim organizatorjem cene zapor zdijo zelo visoke, me zanima, kako se določi cena na posamezno zaporo ali delno zaporo, seveda. Se to določi na dan, število znakov ali obstaja kakšen normativ oziroma elaborat, koliko je lahko cena na posamezno postavko.
Stroški zapor so kar precejšnji, zato je marsikatera izvedba športne, kulturne prireditve pod vprašajem. Po domače povedano zanima me samo, te cene seveda so kar v nekaj tisoč evrih in zanima me, kako se pač pride do te cene. Se pravi, jaz verjamem, da je treba narediti elaborat, da je treba pač peljati tele do glavnega trga ali pa nekje drugot 500 metrov, pa nazaj potem pobrati. Mislim, da je potem po noč varovanja ni za te znake tam, ampak odkje pride taka cena, se pravi, par tisoč evrov se pravi, pač je 2 dni postavljen, pač različno organizirata 2 kluba, se pravi, eno neko prireditev, mislim, da je bilo kar obema zaračunano. Hvala. Hvala. Odgovor bo prebrala gospa Marija Kos v imenu oddelka za gospodarske javne službe in finance. Izvolite. V skladu s 16. členom koncesijske pogodbe številka 371/83 iz leta 2009 o upravljanju gospodarske javne službe na področju upravljanja gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja občinskih cest na območju občine Kamnik so se začetne cene urejanja in vzdrževanja občinskih cest, ki so v upravljanju občine Kamnik, prvič spremenile v koledarskem letu, ki sledi prvemu celemu koledarskemu letu v obdobju koncesije, nato pa vsakem koledarskem letu trajanja koncesije. Cene se spremenijo tako, da se povečajo oziroma zmanjšajo za 69% povečanja oziroma zmanjšanja cen industrijskih proizvodov v koledarskem letu pred tem. To je od 1.10. preteklega leta do 30.9. tekočega leta v Republiki Sloveniji, kot je ugotovil in objavil za statistiko pristojni državni organ Republike Slovenije. Spremembo cen predlaga vsaka pogodbena stranka s pisnim obvestilom. Spremenjene cene se uporabljajo za vsa dela urejanja in vzdrževanja občinskih cest, ki so v upravljanju občine izvedena v tistem koledarskem letu, razen za dela, ki bi morala biti izvedena predtem, pa je prišlo do zamude iz razlogov na strani koncesionarja. Prometno ureditev na občinskih cestah določijo občine. Pri vseh posegih in prireditvah na javnih površinah je potrebno izdelati elaborat, ki predpisuje spremenjeno prometno ureditev in je sestavni del posamičnega konkretnega upravnega akta prometne ureditve v skladu z zakonom o cestah. Elaborat vsebuje podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga zapora ceste, čas trajanja zapore in navedbo tipske sheme začasne prometne ureditve. Vkolikor vlagatelj želi pridobiti dovoljenje od upravljavca občinskih cest za delno oziroma popolno zaporo, mora v skladu z veljavnimi predpisi k vlogi priložiti elaborat, ki je sestavni del dovoljenja. Prometna signalizacija se ob delni oziroma popolni zapori postavi v skladu s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Cenik za postavitev zapore cest in javnih površin, trgov in javnih površin ob raznih prireditvah, organizaciji kolesarskih prireditev, sanaciji fasad in streh na hišah in podobno, ki je postavljena v skladu z elaboratom, je objavljen na spletni strani komunalnega podjetja Kamnik v zavihku ceniki pod cenik komunalnih storitev.razno. V ceniku je določena cena za storitve in prometno signalizacijo, ki jo predpisuje elaborat. Zaporo je potrebno obravnavati kot posamično spremembo prometne ureditve in je zanjo potreben elaborat, prometno-tehnična dokumentacija. Hvala. Cena je določena s koncesijsko pogodbo iz leta 2009. Želite dodatno? Ok, če ni dodatnega vprašanja, prehajamo.